Živjo! Dolžen sem vam še drugi del posnetka, kako je bilo na avdiciji za Perpetuum Jazzile. In sicer tehnika mi je malo pomagala in ko sem jaz seveda že naložil video posnetek gor, nisem preveril, če je v celoti naložen. In posledično, ker ni bil naložen, sem naložil samo polovico posnetka. In ker je bilo samo polovico posnetka, še malo manj kot pol, sem rekel, ja nič, zdaj moram pa še enkrat posnet, zaradi tega, ker original posnetek sem že zbrisal z telefona, zato da bi imel prostor na telefonu in se je zgodilo, kar se je, vse z namenom pravijo in ker imam danes ravno pot proti Ljubljani, verjetno slišite, da dež pada, ker imam ravno pot proti Ljubljani, sem rekel, zakaj pa ne bi jaz danes posnel video na še drugi del, kako je bilo na audiciji za Perpetuum Jazzile. Torej, ja, ko sem bil tam na vratih, sem potem se pravi počakal, da so me poklicali noter in njihovo prvo vprašanje, kar je zelo zanimivo, se pravi spremljajo glasbenike, njihovo vprašanje glede na priimek je bilo, a poznaš oziroma a ste kaj v žlahti sorodu z Juretom Dolesom? Sem rekel, ja, smo, ja. Zdaj ste, ki ne veste, kdo je Jure Doles. Jure, če gledaš, živjo. Jure Doles je bobnar pri skupini San Diego. In ja, smo žlahta. In pol se je pač audicija nadaljevala, tudi da so mičken, da je bilo bolj sproščeno vzdušje. Sicer na mojo tisto začetno napako, ne vem, kako so na polje mal, sem se malo pohecal. No, poje pa so bile 4 točke in so rekli, 4 so bili v tej komisiji in so rekli, vsak te bo na svoji točki dal čez, se pravi, ti bo pokazal določene stvari, ki boš mogel ponoviti in bo vsak tudi svoje ocenjeval. So rekel, ok. No, in prva točka je bila, da si mogel ponavljati, se pravi, stopati z nogami in pa ploskati, se pravi, v določenem ritmu, se pravi, noge so bile različno, roke so bile različno, si mogel odkorakati plus zaploskati določen ritem. Tukaj mislim, da nekih večjih težav nisem imel, vsaj jaz sem imel tak občutek, da mi je ta del šel dobro. Če mi je res šel, ne vem, ker za ta del nisem dobil povratne informacije. Ta del je trajal nekje recimo 5 minut, ker cela audicija je trajala nekje 25 minut. Recimo, da si vsak 5 minut vzel. Potem je bila druga točka, ki je bila zanimiva tudi zame, ker sem presenetil samega sebe. Druga točka je bila, da je na klavir najprej zaigrala določene tone, v bistvu lestvico navzgor, vedno više in vedno više in si mogel ponavljati. In jaz sem pel na koncu že sopran, sicer s falzetom, ampak jaz nisem vedel, da grem tukaj visoko lahko, kar je v bistvu mene kar presenetilo. Gospa na klavirju je bila pa tudi čisto navdušena, ki je na koncu že te zadnji ton je rekla, dejva sam še tega, no prosim, dejva sam še tega. In je tudi tistega te zadnjega mi uspelo. Jaz drugač nisem sopran, pa nisem tenor, tako da te glasove sicer sem spravil ven, ampak ker to ni moja lega, bi verjetno neko dolgoročno oziroma dolgotrajno petje pripeljalo do tega, da bi bile glasilke zmatrane in pa najbrž bi bil ohripen. Kaj to pomeni? To pomeni, da je glasilka potem po en stran preobremenjena, ker če neki ni vaš naravni ton, če neki ni vaš naraven govor, potem se vam lahko zgodi, ali pa če pač tudi napačno pojete ali pa govorite, da se vam lahko zgodi, da boste tudi po 1 uri govorenja ohripani, pa ne boste vedeli zakaj. Če se vam kdaj zgodila že kakšna taka situacija, bodite pozorni na to, ker obstajajo tudi tehnike, ki učijo pravilnega govorenja, pa ne, da bi kdorkoli imel govorne napake, pa govoril na tak način narobe, ampak pravilnega govorjenja v smislu, da govorite naravno, se pravi, da je vaš glas
čim bolj spontan in da ne pridete ohripani po, ne vem, pol ure, 1 uri ali pa 2 urah govorenja. Zaradi tega tudi nekateri predavatelji, nekateri nimajo s tem problemov, ampak nekateri morajo pa pač opazovati sebe, da vidijo, ok, na tak način lahko govorim, na tak način ne morem. Recimo nekateri se ne morejo v nedogled dreti, da bi recimo hotel v tem smislu dreti, da bi spodbujali nekoga in bi rekli, ja, zmoreš, ne, to še, ker jaz, če bi na tak način govoril, pa bi hotel imeti neke, rečemo temu, močno energijo, v tem smislu, da bi hotel vas dvigant, bi se mi lahko tu zgodilo, da bi bil po 10 minutah ali pa še prej mogoče ohripan, če bi to delal na napačen način. Da se vrnem nazaj na audicijo. Torej, tretja točka je bila potem plesni gibi, na nek način plesni gibi. Na tej točki se zavedam, da sem bil malo slabši, ker ne, da nimam ritma, ampak moje telo, jaz se tega pač zavedam in tudi iščem načine, kako to izboljšati. Moje telo je trenutno malce zakrknjeno, ali pa rečemo temu, ni toliko sproščeno v gibih, je bolj trdo. Posledica, oziroma to je posledica tega, ker sem bil tudi operiran za kolk, o tem kdaj drugič. In sem bil pač 3 leta na berglah in zaradi tega je moje telo bolj trdo, ker nisem imel toliko možnosti mogoče kot mlajši se razgibavati in sem vedno bolj stal in to je v bistvu neka moja mogoče težava ali pa neki izziv, kako bi to lahko izboljšal. In mogoče je bila celotna audicija zgolj samo zaradi tega, da sem jaz videl feedback, kaj si jaz želim, kaj želim popraviti mogoče na sebi, ker so stvari, ki jih boste želeli popraviti, pa ne, da vam ne bi bile všeč, ampak ker mogoče se boste vi boljš počutili, pa ker vam lahko to za neko stvar koristi. In ples recimo, oziroma plesni gibi so lahko en tak del, ki lahko pomaga pri, ne vem, greste nekam družbo, pa nekdo reče, a znaš plesati, če se jaz pač zavedam, da sem bolj trd, bom verjetno zavrnil. Če pa bom pač delal na tem, da bom vadil plesne gibe, da bo moje telo bolj sproščeno, bom lahko tudi ta del lažje in bolj spontano in tudi sebe lažje sprejel. To je bila torej tretja točka, kjer, kot rečeno, sem se mičken lovil in mi je tudi gospodična rekla, daj probi se malo bolj sprostiti, ful si v bokih tak bolj trd in jaz se pač tega zavedam. In ta feedback, ki mi ga je dala nazaj, me ni prizadel, ampak to je v bistvu samo nek odziv nazaj, da pač, lej, jaz te zdaj tako vidim, lahko pač to sprejmeš, to je pač, kar mi potrebujemo, na tem delu bomo mogoče imeli težavo. To je bila torej ena izmed težav, ker, ne vem, če veste, oni izredno veliko tudi na odru plešejo oziroma poskušajo z to energijo, mimiko telesa in plesom na odru dvigati tudi publiko in pač ja, to mora biti čim bolj spontano. Če moraš pet pa še razmišljati, kakšne gibe, če to ni spontano, je lahko težava. In tukaj se jaz zdaj po audiciji zavedam, da bi imel težavo. Četrta točka je pa bila, da si mogel en del komada odpeti. Oni so nam prej poslali note, se pravi note tistih 30 sekund, ki smo ga mogli odpeti, plus tudi audio zapis samo našega vokala, oziroma naš vokal je bil bolj zunaj, bolj slišen in pa še kot celoto. Torej, si se lahko navadil, če bi samo poslušal. Če nekdo ne bi imel pojma not, bi se lahko naučil. Jaz sem se pravi tudi z notami se nekako pomagal, da sem vedel, kdaj vstopati. Pri tem delu smo imeli 2 poskusa. Prvi poskus je bil v bistvu, da
smo mi povedali, če je zvočnik dovolj na glas ali je prepotiho in da so tudi oni videli, ali me slišijo ali me ne slišijo, ali sem mogoče preveč tih, ali sem prenaglas. Tako da meni je bilo pač to čisto v redu, super. Potem pa je reka gospodična, no zdaj pa gremo zares. In sem pač odpel ta del. In potem sem pač dobil feedback nazaj, ne takoj, direkt tam, ampak dobil sem ga pač na mail. In ravno ta del petja je bil pri njih najbolj nekako za njihovo zvrst nesprejemljiv. Pa ne, da je bil nesprejemljiv, ampak so tudi lepo napisali v mail, da oni iščejo jazz in pop zvrsti pevcev in da v mojem primeru trenutno pojem preveč na noter. Se pravi, da zvok ne potuje ven, se pravi, da pojem preveč na noter. In v tem primeru njihovem pevc mora seveda pet na ven, mogoče nisem bil tukaj sproščen, mogoče kakšna druga zadeva, niti ni pomembno, ker tukaj je tudi vprašanje, a sem si jaz res, prav zares srčno želel iti tja, oziroma biti del te ekipe, ker mogoče jaz v tistem trenutku niti nisem zavedel, da potegne tu za sabo ogromno vaje, tudi drugega odpovedovanja, tudi nastopov v tujini in da se mogoče jaz niti nisem v tistem trenutku zavedel, kaj vse lahko prinese za sabo. Meni je ta audicija pri Perpetuum Jazzile dala ogromno, tudi oseb, zaradi tega, ker vem, kje so mogoče kakšne pomanjkljivosti, na katerih lahko delam. In tudi v mailu so lepo napisali, da ko bodo imeli pač naslednjič audicijo, lahko do takrat delam na sebi, na vokalu, na kakšni pevski vaji, da grem na mogoče komu kakšno mentorju in da se oglasim, ko bodo imeli naslednjič, da vidijo, če je bil napredek in mogoče imam takrat tudi možnost biti zraven. Tako da vrata se v bistvu niso zaprla dokončno. Vprašanje je pa, če si jaz resnično želim biti del tega. Ker, kot rečeno, včasih boste dobili v svoje življenje eno zadevo, kjer mogoče sploh ni namen tista končna zadeva, kjer ste. Mogoče meni sploh ni bilo namenjeno biti v Perpetuum Jazzile, ampak dobiti izkušnjo, iti na audicijo, iti mogoče preko nekih meja, pa se pač sprejeti, jaz sem tu, tak sem, sprejmite me tazga kot sem, ne bom se pa spreminjal za vas. Ker določene stvari, ja, boste vedno spreminjali, ker spremembe so stalnica v našem življenju. Ampak, kar hočem povedati, ne bom se spreminjal za vas v tem smislu, tako kot mogoče v partnerstvu ali pa v prijateljstvu. Prijatelji vas sprejmejo take, če so res pravi prijatelji, vas bodo sprejeli taki, kot ste. Pravi prijatelji vam bodo tudi povedali, tu mi ni všeč pri tebi, ali pa tu imaš pomanjkljivost, pa te še zmeri sprejmem. In ne rabiš se spreminjati zaradi mene, ker te sprejmem tazga, kot si. In enako je v vašem življenju, da mogoče za neko zadevo se ne boste spreminjali, ker mogoče vam tudi ni namenjena. Dobili ste pa neko izkušnjo. Jaz sem dobil izkušnjo, kako je biti na audiciji, ker kot rečeno, jaz na audiciji za nek tak velik zbor nisem še nikdar bil. Moja izkušnja s pevskimi zbori je, da prideš, kadar imajo vaje, prideš tja in oni enostavno zaigrajo par tonov, vidijo, kje najlažje poješ, vprašajo te, kje si ti zdi tebi, kje bi najlažje pel in se potem sam odločiš, pel bom ta glas. V tem primeru seveda ni tako, ker so dejansko se potrudili in moram reči, da kar se tiče audicij, kar imam jaz izkušen, je res na nekem nivoju narejena audicija in
vsa čast Perpetuum Jazzile, da imajo pač na tak način, da imajo več krogov in da res dobijo tist maksimum od pevca ven in da imajo res pevce na nekem nivoju, da zaradi tega posledično tudi zvišujejo svoj standard v svojem zboru. Tako da to ne pomeni, da sem jaz slab pevc, to samo pomeni, da ker nisem jazz in pop pevec, ker je meni domača druga glasba kot pa ta, tudi nekako ne bi bil verjetno primeren za k njim. Tako da včasih bo neka zavrnitev se zdela za okolico mogoče slaba, za vas je pa bila dobra izkušnja in je bila točno tisto, kar ste potrebovali. In ko se naučite, da zavrnitve niso slabe, ampak neki od njih lahko profitirate, bo vam lažje v življenju. Podobno, kakor je, če greste recimo na zmenk, pa vidite recimo prvič to osebo in po zmenku vam pač ta oseba reče, veš, meni se zdi, da bo najboljš, če že, da sam na prijateljski ravni, ker ne vem, če bi bila za skupaj. In to pomeni, da se lahko vprašate dvoje. Lahko se vprašate, kaj je tisto, kar bi lahko izboljšali pri vas. Lahko popravite določene stvari, če veste, da tudi vam niso všeč. Če dejansko vidite, da je tudi vas na neki mot, pa da je mogoče to osebo zmotilo, ali se pa pač s tem popolnoma nič ne obremenjujete, pa rečete, ok, pač tej osebi pač ni bila neka energija, ni bilo neki všeč, bo pač prišla druga oseba, ki bo sprejela mene tazga kot sem. Zavedite pa se še eno stvar. Neka oseba vas lahko v nekem določenem obdobju sprejme, ker pa se ljudje spreminjamo, ker imamo različne cilje, bodo lahko vaši cilji, ki bodo mogoče novi cilji, pripeljali do tega, da če vas 100% ali pa 150% ne podpira ta oseba, boste lahko prišli do nekega razpotja, da ne bo ta oseba več videla iste vizije, kot jo vidite vi. In v tem primeru, kar se je pač meni zgodilo s pevskim zborom, oziroma s Perpetuum Jazzile, so pač oni v začetku že povedali, pač trenutno nisi to, kar iščemo. Lahko boš še postal to, kar iščemo, nič ni pa narobe, še vedno znaš pet. Tako da, moj odgovor na to, ali sem sprejet k Perpetuum Jazzile, je ne. Nisem sprejet in niti nisem slabe volje in bila je res dobra izkušnja, tako da, če gleda kakšen od Perpetuum Jazzile ta moj posnetek, hvala vam za super izkušnjo, hvala vam za feedback nazaj, za odziv in upam, da ste najdeli res dobre pevce in mogoče se še kje vidimo, mogoče na kakšen nastopu, nikoli pa ne reci nikoli, mogoče pa tudi kdaj na audiciji. Tako da, družba, lepo se imejte še naprej, upam, da vam je video všeč in v pričakovanju novih video posnetkov. Imejte se fajn. Čau!